Dober večer, dobrodošli na Slovenski matici. Danes nam bo profesor dr. Ferdinand Bubina govoril o prihodnosti slovenske elektroenergetike. On je en največjih strokovnjakov na tem področju, katerega dobro poznate. V svoji aktivni karieri je predaval na elektrofakulteti. S upokojitvijo ni odložil dela, ampak je mogoče zdaj še bolj aktiven. Je član strateškega sveta na Slovenski akademiji za energetiko, potem je izredni član inženirske akademije. No, za časa postdiplomskega študija je dobil Fulbrightovo štipendijo in je deloval v Ameriki. Nato se je izpopolnjeval še v Sovjetski zvezi, na Finskem, na Švedskem. S svojimi sodelavci je objavil številne objave v mednarodni literaturi, ki so bile zelo odmevne. Potem predaval je tudi na tujih univerzah, predaval je v Ameriki, potem v Italiji, na Kitajskem, no in danes še na Slovenski matici. Hvala lepa. Ja, tudi lep pozdrav, gospe in gospodje. Tema je pač prihodnost slovenske elektroenergetike. Jaz najbrž edini še aktiven član, ki je delal tisto prvi načrt razvoja elektroenergetskega sistema leta 1993, da so že 30 let od tega. In to, kar imamo, je bilo na tem razliko v tistem času. Potem smo sicer imeli tudi en poskus študij na Jožefa Štefana, vendar so ljudje delali tisti, ki niso elektroenergetskega sistema poznali in pač ni bilo potem sprejeto, ni bilo uporabna zadeva. Mi imamo podnebni načrt in SAZU je delal del tega, bistven del, vendar kar je problem je, da so izdelovalci bili ekonomisti in pa trgovci z elektriko. Vi se mogoče poznate, da je neoliberalizem je ugotovo, da je v elektroenergetskem sistemu grozno veliko denarja, saj nuklearka košta milijarde in tako naprej, in da je treba narediti trgovino trgovca z elektriko, ki pa ne smejo biti lastniki, ne smejo biti v elektrogospodarstvu, in ti lahko delajo dobičke, ki se pa ne vračajo v elektrogospodarstvo. In to takšno stanje imamo pri nas. Tako da izpodnebni načrt je, pač je, ker je Evropa bila zadovoljna. Problem pa je, da elektroenergetskega sistema pa nihče ni načrtoval doslej. Mene so, ko sem bil predsednik Elektrotehniške zveze, strokovni svet iz elektrogospodarstva zahtevali, da nekaj ukrenemo, ker ni nobenega načrta razvoja elektroenergetskega sistema. Elektroenergetski sistem je sistem, ki gre od Grčije pa do Portugalske in je začin potem, da imamo frekvenco tako natančno, da pol promila natančno reguliramo, pol promile natančno za takšno ogromno sistem, si lahko predstavljamo nekaj posebnega, je pa na tej podlagi lahko merimo, kdo komu dobavlja električno energijo, elektriko in se ustrezno zaračunava. Ko so odkrili tudi, recimo, da ko so vleklo 400 MW, kar sem 3, 4, 5 dni. Torej, natančno se meri te zadeve in je, veliko, en najnatančnejših sistemov. No, mi potrebujemo pa seveda energijo. Do zdaj smo uporabili klasične vire, ki proizvajajo preveč CO2-ja in če hočemo se znebiti tega problema, je nujno pač treba energente zamenjati. Energenti so pa nafta, pa plin. Nafta, pred 30-40 leti smo mi govorili, da bo zmanjkalo, zdaj pa še cenejši kot prej.
to se zdaj je ubilo plin, pa veste, kako je z Rusijo in tako naprej. Vse te energente je možno skladiščiti, elektrike pa ne. Karakteristika elektrike je, da jo moraš tisti moment proizvesti, ko ti uporabiš. In seveda, na razpolago imamo zdaj, če ni plin pa nafta, imamo seveda svetlobno energijo od sonca, sončne elektrarne, toplotno energijo, tudi toplotne elektrarne od sonca, toplotno zemlje, recimo jaz se ogrevam na zemljo, mojo hišo, veter, bilovice in tako naprej. Je pa ti obnovljivi so silno nihajni. Vi recimo november, december, januar, sonca skoraj ni. Zdaj smo imeli zadnje 3 dni v januarju malo sonca. Se pravi, se zanašamo na sonce, vendar to ni na dosegu kadarkoli. In drugo, kar je, ta energijo električno je težko skladiščiti. Imamo sicer neke baterije, skladiščili smo prej z črpalnimi elektrarnami. Drugo pa je, da pretvorimo to električno energijo v vodik. Ampak to je spet izkoristek tam, pod 50%. Avstralci so, Korejci so v Avstraliji zakopili ogromne prostore, da so to pokrili s sončnimi celicami. In potem problem je, kadar dobite veliko vodika, kaj pa zdaj ni. Vodik je pa zelo problematična stvar, ker če daš cevovod, to gre skozi kovino, ker so tako majhni atomi. In kaj zdaj, kaj narediti, kako je s to energijo srati, je velik problem. Baterije, ko ste videli, kako je z baterijami, govorijo sem, da delali amonijak, ampak amonijak je krasno za predstavljati, ampak za pogonsko sredstvo pa slabo. To je treba pretvoriti neko drugo obliko plina. Drugo pa je, da vse te nove elemente, kot so celice, pa baterije, pa to rabimo nove elemente, nove materiale in da rijejo podzemlje divje in seveda rudarji pustijo za sabo vedno, kot je padal zrak. Tako da onesnaževanje okolja je sledi temu. Pa potreba po prostoru. Korejci so rekli, mi ne moramo doma si privoščiti, da bomo celo dolino pokrili z sončnimi elektrarnami. Avstralija pa ima tega dovolj. Naslednja pa je jedrska energija, ki je seveda fizija in nekatere so proti. Recimo, zeleni so dosegli Nemčiji, da bojo zapirali jedrske elektrarne in da bojo šli pa na plin. Plin pa ima CO2 malo manj kot črni premog. Se pravi, kaj so naredili s tem? Luknjo vodo. Tako da mi razmišljamo o tem, da bi imeli 1000 megavatno elektrarno ali pa 1100 megavatno elektrarno v Krškem. 1100 megavatov elektrike pa pomeni 2200 megavatov toplote. Kam pa s to toploto? To treba vse ohladiti. Sava dovoli 23 stopinj. Že zdaj so imeli problem, da niso smeli črpati iz Save vodo, sedanje elektrarne. Prihodnost bo pa treba narediti še nekaj stolpov, ki bo se vodo dobila, ne vem točno. Torej, alternativa so trenutno ti majhni jedrski agregati, reda 50 do 80 megavatov in to bi bila pa stvar res jajna rešitev, ker bi recimo v Ljubljani imeli recimo 6 takih 300 megavatov, pa Mariboru recimo 200, pa v Kranju, pa v Novem mestu in bi tistih 300 megavatov pa 600 megavatov pa toplote imeli in bila tiste plinsko postrojenje, ki ga imamo v Šiški, zamenjali s takim, pa imeli dovolj toplote za daljinsko ogrevanje. To so zdaj nove stvari, ki so sicer že v letalno silika in podmornicah že
desetletja, vendar če hočeš to v naše civilno okolje spraviti, moraš ustrezne predpise. Oni imajo vojaške predpise, ampak mi moramo civilne predpise organizirati, da bo to šlo. No, ampak zdaj smo glavno govorili o energiji, ne, ampak v elektroenergetiki je pa glavna moč, kajti vsak trenutek, ko nekdo rabi energijo, mora nekdo to proizvesti. Nekje en proizvodni vir mora. Možnosti so še zmanjšanje porabe. Zmanjšanje porabe. Tisti, ki so najbolj glasni, kako je treba zmanjšati porabe, kupujejo nove aparate od grelcev, od vsega, kar se mislite. Drugo, za energijo pa elektriko gremo vse glavno, kar se da, bo šlo na elektriko, kot vidite. Razen nekatere procese, ki bo treba s plinom, jih moramo, recimo, poganjati. Ampak, če gledate obnovljive vire, s temi še dolgo ne mogli pokriti. Se posebno pri taki naglici, kot jo imamo mi v Sloveniji, ker smo pokorili za prvih 300 megavatov elektrike, te sončne elektrarne, to kot smo dali za Šoštanj, 1,4 milijarde, za tistih par megavatov. Tako da, če pa hočemo sploh kje dobiti energijo, poleg sončnega, je treba seveda jedrsko, ampak ko ste videli, kar so načrtovali doslej, je to vse prepozno. Tudi informacijske telekomunikacijske tehnologije, to so vse rabi elektriko. Zdaj, mene je zaskrbelo, ko so Avstrijci ugotovili, da s plinom z Rusije na vod, so objavili, da mogoče bojo pa imeli redukcije. Tako da, če pogledamo zdajle, kako so zastavili bilanco pa jedrski pa obnovljivi viri, če pogledate, tu je leto 35, ne bi že nova nuklearka stala. Kaj smo danes, 23, do 35, 12 let. Nimamo niti načrtov, nimamo niti projektov, nič. Projektov, nimamo niti ljudi, ki znajo to delati. In kako bo bi čez 12 let nuklearko imeli. To se pravi, bomo uvažali 1000 megavatov. A veste, kdo pa naredil te megavate? Tera država bo za nas to delala. Ki bo že imela kaj, bo cena 1000 evrov na megavatno uro, zdaj plačujem pa 40. Tako da, to mene dejansko zelo skrbi, kako, ker nič ne ukrepamo glede elektroenergetskega sistema in s takimi načrti, ki so vse v zraku in nimamo pravega načrta, je pa figa. Če gledamo v starih časih, je BDP pa rast porabe šla takole, kot vidite na sliki. To se pravi, zdaj pa je nekako drugače, ne moramo se tega držati, pri teh spremembi energentov nastopajo čudne situacije. Tule imamo načrte, kako bi šla rast porabe električne energije, ki je Eles dal svoj čas. Tu pa vidite, kako pokrivamo. Spodaj imamo vodo, potem tukaj je obnovljivi viri, tale plava je nuklearna, termična črna, in Nova Krško bi prišla not, vendar, kot vidite, je razpon silno. Primanjkljaj so v tem podnebnem načrtu videli 5000 megavatov, mi imamo zdaj 3000, kaj to pomeni? 1,5-krat več. Se pravi, zelo neresno. Če pa gledamo, kako bomo s te agregati ven, tule boš Tež 2, pa Tež 3, pa 4 ven, pa še Tež 6, no in na koncu bo izpadli samo še 700 megavatov bomo imeli moči na razpolago za elektroenergetski sistem. To je disaster, to je redukcija non plus ultra.
Razpoložljiva moč je pa bistveni element elektroenergetskega sistema. In vsak trenutek moramo imeti bilanco moči zagotovljeno. Vsak trenutek. In zdaj, ko so te za sistemske storitve, je Janševa vlada pač znižala, da ni treba plačevati tega, da bo manjše stroški, bo manj plačevali. Tega denarja ni in je Eles, ki je moral tisto razliko, ki je zmanjkalo, kupovati na trgu in zdaj so mu dali 170 milijonov Elesov. V elektroenergetskem sistemu pa veljajo fizikalni zakoni, ki jih sta dva, po toku, po napetosti, pa ta Ohmov zakon, ki pač ovira tok elektrike po omrežju. In to mimo tega ni mogoče narediti. Ko so Nemci hoteli, ko so se pogovarjali z zelenimi, pogledajte, mi imamo na severu veliko vetra in sonca, pa bi to energijo radi spravili na Bavarsko, ker imamo glavno industrijo, avtomobilsko in tako naprej. Pa bi bilo dobro, da bi se obnovili viri to pogajanje. Zdaj je rekel predstavnik zelenih, seveda, to takoj sem za. Ja, ampak je treba narediti 8 ali 9 nadzemnih vodov, 400 kV. A to pa ne. Ja, zakaj pa? Tako kot je. Prav imamo te 3 fizikalne zakone in teh ne gre. Veste, kaj je rekel, vi meni lepo napišite 50 zakoni in bomo v Bundestagu že sklenili, da jim imamo politično. In tako je šlo naprej. In poleg tega, poleg delovne moči imamo pa še jalovo moč. Zakaj jo zraven tlačimo? Vsak motor, ki ga hočete pognati, je treba zmagnetizirati. Tudi nadzemni vod se mora prvo polje stvoriti, da lahko sploh delovna moč gre skozi. Ta jalova moč je pa takšna, če jo daleč prenašate, 4-krat več energije naredi izgube, kot če prenašate navadno delovno moč. Tako da je zelo dobro, da je treba na mesto, kjer ste, ustvarjati in takoj uporabljati. Zdaj, problem je pa seveda, kako doseči, da ima vsak trenutek pokrito moč. Tiste proizvodnje, ko spaknemo v vtičnico, mora nekdo takoj tisto stvar proizvesti. In te stvari imamo v rezervnih, recimo črpalnih elektrarnah, hidroelektrarnah, te lahko hitro reagirajo in pokrijejo te razlike, ki nastajajo. Sicer takoj zleze frekvenca dol, in pa frekvenca dol zleze, pa potem vlečete od nekoga energijo, ki pa ni pripravljena ravno te energije dati. Drugo so pa baterije. Baterije bomo še pokazal, kakšne težave so tam. No, tole, če gledamo sonce, pa veter plavo. 1000 megavatov, krasno. Recimo proizvodnja je, pa megavate imamo. Ampak, če pogledate, to je pa kako pa dejansko, črne pike so srednja vrednost in iz tega dobimo komaj 13%. Če imate 1000 megavatov, je tam še potem 130 megavatov samo dobiti iz tega sončne energije. Trenutno računajo, da te Petrovske celice, da bojo izkoristili zlezo iz 12-13% na 20-30%, bo to boljše, ampak zaenkrat je to tako. In naši podnebniki, ki so to delali na akademiji, so predvideli, da bomo 7000 megavatov sončnih celic naredili, ampak samo 12% z tega dobimo. Pa november, december ni, pa januar, nič ni sonca. Kje takrat dobiti moč za vsak trenutek, ko bomo v takem vtičniku? No, tule pa vidite obrnitven diagram, in tu je pa sonce ta rdeča, to, če gremo več moči inštalirati, bo ta šel lahko visoko gor, to smer pa ne more, ker pač samo 8 ur na dan imamo sonce.
po noči pa ni nič, pa zvečer pa to ni nič. Se pravi, ta del manjka energije. Zdaj, če bomo izjemno dosti sončne energije pridelali, jo je treba pretvoriti v vodik, tam se izgubimo recimo 50%, potem vodik je težko transportirati, ker gre skozi cevi, uhaja skozi cevi. Zdaj so Amerikanci poslušali s plastiko, to zadrževali tako. Ali pa da vodik pretvorimo v kakšno drugo zadevo, recimo amonijak. Za amonijak pa ni dober za kurt, slabe energente. Lahko ga transportiramo, z vodikom je pa problem transportirati. Za avte zdaj zbijajo, da bi lahko 600 km vozil na 700 barov, 700 atmosfer postavili, da lahko to spravite v avto. Zdaj, z vodikom so velike težave. In veter pa je ista figa. Tudi, kar se pri nas so ocenili na 860, zdaj pravi samo 10%, ne 8000, ampak 800. Lahko seveda bi malo več proizvajali vetra, vendar so vsi proti. Zdaj, ker tam prodevači so začeli kar ja, pa ne, pa več ne, pa tako. Je problem. No, če gledate elektroenergetski sistem, je, kot se rekel, moč pomembna, frekvenca je pomembna, stalna razpoložljivost. Če ste v mestu, še tega ne čutite, ampak jaz na podeželju in pride, pa te sklopi ob 7 do 11, 12, ne dobiš nič elektrike, nič telefoni, nič računalniki, nič radio, nič. Frekvenca je med proizvodnjo pa porabo stalno se spreminja. Če je kaj razlika, ali zleze frekvenca gor ali pa dol. Ko sem bil v dispečerskem centru na Poljskem, prej še, za časa Sovjetske zveze, je frekvenca iz 50 Hz, ker sem bil že bolj zgodaj, že v 7, ta je še bila 49, pa je pa zginila na 80, dol pa ni več meter merov. Tako da je zginila nižji dol, na 47 Hz, tam pa turbina, ta parna turbina, začne nihati in so morali dodatne vence, lopatice inštalirati, da so lahko obratovali na take frekvence. Druga stvar, ki je pa pri v elektroenergetiki, je pa napetost. Če napetost prenizka, pa niha, kaj je utripa, niči ne svetijo, kaj šele motor noče potegniti in tako dalje. Se pravi, to se vsak trenutek mora biti meja, ki so predpisane. Tako kot frekvenca, plus minus nisi le 1 Hz, je tukaj plus minus 10%. Brez tega ne deluje zadeva. No in poraba, recimo, da bomo 34 teravatnih ur, trenutno porabimo 12-13 teravatnih ur. Se pravi, pošla zelo gor. In takrat je pomembno, da imamo moč na razpolago, da to energijo dobavljamo. Recimo, če gledamo fotonavezne elektrarne, imamo trenutno 800 MW, ampak načrtujemo 7000 MW, dobimo pa samo 900 MW. Tisti, ki je 12-13%, nič več. Se pravi, da bi morali izjemno dosti sončnih elektrarn na vse strehe, na vse, kar se da, tam, kar se da dati na uničena področja, ki niso za kakšno drugo rabo, pokriti s sončnimi celicami. Sam potem pa, kot sem rekel, ta energijo sončno pretvoriti v vodik. Nekaj je treba pretvoriti, ker je ne moramo shranjevati. Imamo sicer možnost zgraditi črpalne elektrarne na Dravi 6 po 200 do 400 MW, pa tudi na Savi, če zgraditi hidroelektrarne, bi lahko še eno narediti črpalno. Ampak drugače pa treba sončno energijo pretvarjati neko drugo energijo in potem pretvoriti spet za tisto energijo, recimo nek plin, sintetični plin, in potem
plinske elektrarne na tisti sintetični plin. Sam vsaka pretvorba pobere 20, 30, 50%. Tako da na koncu je izračunal, če bi recimo iz energije iz nuklearne pretvorili vodik in potem z vodikom motor, ta avto, bi bilo 18% izkoristek. To se pravi proč metanje energije nuklearne elektrarne. Elektrika ni navadno tržno blago, ker se tako v tisti momenti moraš porabiti, ko jo proizvedeš, oziroma proizvedeš, ko jo porabiš. In nujno je pa, da se zavedamo, da moramo biti neodvisni od uvoza. Ker zdaj smo morali plačevati po 1000 megavatov, 1000 evrov za megavatno uro. Tako da, a bo kdo namesto nas naredil te proizvodne vire? Če že, bomo plačali tudi. In mi moramo vse, recimo, če bomo šli v redukcije, kaj to pomeni? Tudi ni elektrike za informatiko, za telekomunikacije, znači. To so hude stvari. Jaz sem dejansko zelo skeptičen. No, če gledamo, kako je elektroenergetskem sistemu, instalirana moč plavo. Konica, moramo imeti, konica je sicer manjša, ampak moramo to rezervo imeti za regulacijo frekvence, za izpad največjega enote, za tudi hidrologija. Včasih letos smo imeli slabo hidrologijo, in dovolj vode, dovolj snega. In je tle vprašanje, kakšna pa verjetnost, da bomo imeli primanjkljaj električne energije. Zato smo razvili merilo ta loss of load probability. No in tule se naredimo za vsako leto to črto, glede na to, kakšne vire imamo, in potem tukaj pa torej trajanje izpada, tveganje 5 ur letno, to je rdeča, in tam, kje seka, vidimo tukaj, koliko je premakljanja, 900 tisoč, 2000 megavatov. Da s tem mi načrtujemo elektroenergetski sistem, kakšne vire sploh lahko dati. Sončni viri niso bili primerni glede moči. Prej smo ugotovili, treba je to energijo spraviti v neko drugo obliko, da jo potem spet pretvarjamo v elektriko. Torej, težave pri spremembi energetov so pa, zeleni so pritiskali, da je treba hitro Šoštanj ustaviti, in ta so začeli upokojevati ljudi, zdaj pa premoga nekaj so šli, zdaj težko noben doče več nazaj v jamo. Pa še podor bil, pa ne vem kaj, in zdaj pa energije ni, je treba kupovati druge. In seveda nimamo pa nobenega zasnove razvoja, kako bo se elektroenergetski sistem razvijati, kako bo dobiti to moč. Jedrska elektrarna več kot 10 let traja. Mi pa mislim, da je bo že čez 10 let tam stala. Ljudje so proti hidroelektrarni na Savi, na Muri, povsod. Proti vetrne elektrarne vsi. In zdaj pa, če pogledate, če gremo na električne avte v Ljubljani, je to treba narediti kompletno novo elektroenergetsko omrežje distribucijsko. Se pravi, vse ceste bo treba razkopati, pa kaj. Če gledate eno stolpnico, pa družina, kaj se kup družin, vsak bo pa 2 avta, vsi bojo hoteli na elektriko med se prešaltati, in to je ogromno obremenitev. Tega sedanje omrežje ne zdrži. Ko sem se pogovarjal z tehničnim direktorjem Elektro-Primorske, je rekel, najbolj bi bilo, če bi na strehi dali samo 3 kilovatne elektrarne, ker če damo več, pa bo moral omrežje zamenjati, dograditi, denarja pa ni. In distribucija bi naj zdaj pri sončnih elektrarnah prevzela tretjino proizvodnje energije. Zdaj, da je pa to omrežje dograditi in to silovito dograditi. Ker če hoče zdaj se priključiti s močnejšo elektrarno sončno na strehi, ne dobi dovoljenja v distribucije. Ker pač transformatorji in vode niso zgrajeni za to.
Potem seveda, če gledamo tole vodik pa te reči, in šele vodik bomo šele okoli 240, lahko kaj malo bolj koristen, 2040, kaj koristno uporabljajo, pa 250, kot vidite, čist malo. Če pogledate baterije, poglejte, čist na dnu, to je ta svinčeni akumulator. Porabi, kaj sem, 100 vatnih ur na liter. Če pogledate kerozen, je pa 11 tisoč, skoraj 10 tisoč vatov na liter. In to 100 proti 10 tisoč. Lahko predstavljate, kaj je to. Prvo recimo, da Amprius litijum baterija ima 1000, puno pa 11 tisoč. Se pravi, kje smo, kako lahko sploh to sončno energijo, ki bi v elektriko pretvorili, shranili, kako shranili. Nujno je treba pretvoriti en drug sintetični plin, portator. Dol v Avstraliji so rekel, bojo pač delali z tiste električne energije amonija, da ga lahko transportirajo, pa potem predelajo neki sintetični plin, ker amonija ni gorivo. Ovire za hitrejšo dekarbonizacijo, nizka energijska gostota teh virov. Kot smo videli, sončne elektrarne, drugič samo 13%, vetrne 20%. In zanimivo je, na posvetovanju pred 10-8 leti CIGRE, to je organizacija za elektroenergetske sisteme svetovne, in je poročal direktor RWE-ja. Mi smo junij pa julij vse pokrili s sončnimi in vetrnimi elektrarnami. En dan se pa zgodilo, da je bilo samo še 0,46% te energije za razpolago. In seveda, preklap, industrija, takoj so pognali vse elektrarne, pa še tako umazali, čisto. Samo da so lahko pokrili svoje potrebe porabe. In drugo, kar je, imamo premalo, te tehnologije niso dobro razvite, kako hitro predelati sončno elektriko, kaj drugega, oziroma kako shraniti. Tega nimamo. Tudi inovacij in pa znanja ni. To se pridno sproti delajo, sproti delajo razne predloge. Danes poslušal enega, ki je razlagal, da je bil na kongresu o tej vodiku, in zdaj bi skupnosti delali, pa bi to, kar se je tako kot Kitajci, ki so na goriščih želez. No in tako da veliki stroški teh virov je pa tudi in pa nove omrežje, to zahteva, nove stvari. Treba nove metode načrtovanja. Distribucijsko omrežje je zastarelo načrtovanje, že več kot 30 let star način, in zdaj je treba gledati, koliko pravzaprav so obremenitve teh vodov in okoli tega narediti teorije, kako se zagrabi to načrtovanje. Nove metode načrtovanja. Veliko bo treba vlagati tudi v raziskave in razvoj, pa še tudi na starinski način razmišljanja o tem, bo treba malo spremeniti. Tako da to so stvari, ki jih. Torej, če gledamo, imamo podnebni načrt, a smo na varnem? Ne bi rekel. In tudi sem rekel ministru za energetiko, sem rekel, ki je pa moj študent, sem rekel, poslušajte, mi moramo narediti energetski načrt za razvoj elektroenergetskega sistema. Rekel, ja, ampak on se s kapico bori, pa za plin, pa ne vem, kaj take stvari. In tudi imajo enake načrte v Nemci. In kaj delajo? Kurijo najbolj poceni plin. Zato, ker so zeleni sklenili, da bojo ugasnili nuklearke. To je ugasniti nuklearke, kot da bi en Mercedes, ki je pravkar kupal, pa dobili te vodno vrlo kakšno. To me je spominjalo, in kot delal sem v Spavljeje, to je elektrotehnička zveza, nemška, pa Švicari smo delali, ker je Bundestag mnenje od njih, kako in kaj. In ko je on rekel, da bojo ugasnili nuklearke, sem rekel, ja, to me pa spominja tisto, ko sta dva
Sulju, bila gastarbeiterja v Nemčiji, ne, in se tam po eni travi nekaj kosila travo, pa strigla drevje, strigla veje, pa to, grmove, nenadoma vik in krik in tam z 5. nadstropja, bum, 30-letna ženska, bum, mrtva. Pa pravi, ti Suljo, kaka stane, ovdje bacijo mlade žene po 30 godine v smeče. Mi bi seksali bari v 40 godine. Vsi seveda vstekne. Ampak tako je, boš novo nuklearko zdaj zaprl. Tako da, to je to. Čim prej treba izdelati osnove razvoja slovenskega elektronskega sistema. Močno zaostajamo. Zdaj smo dobili celo opozorilo z Evrope, da ne gradimo dovolj sončnih elektrarn. Zaostajamo. Kot smo rekel, smo dali že tudi za Šošta. Milijardo 400 za to. Rezultatno upamo je. Da pa so problemi tudi, tole sem našel članek nedavno, lanskega leta, kako je dolgo trajanje fleksibilnega planiranja in izzivov in rešitev za elektroenergetski sistem z ultrahitrim delom obnovljivih virov. Torej, s tem je velik problem. Tudi Kitajci so morali iti v izgradnjo termoelektrarn še in še, da lahko pokrivajo svoje potrebe. Kako pa je z našim podnebjem, pa sami vidimo. Drugo letos bo spet dalo malo z vročinami, pa ne, pa pod pozebami, pa se so. Torej, če pa gledamo elektroenergetski sistem, sem jaz dejansko zelo zaskrbljen, da bomo lahko, da bomo sedeli še v temi in kaj to pomeni, se industrija ne mora bez elektrike. Mi ne moramo bez elektrike, če zdaj ne zmanjka elektrike, bomo kar imeli težave pri tudi ste zgradbe. To niso heci. Tako da, jaz sem z veseljem sprejel to, da bom večkrat o tem poskušal. Upam, da sem vam približno pokazal, kje smo in kje bi morali hitro nekaj narediti, kar se največ da dovoli, da se hitro gradijo tele sončne elektrarne, da bi imel čim več energije, da bomo tem metode, da bomo elektriko z sončne elektrarne predelali v kako druge, v pline, to je pa izkoristi so tako nizki. Prijete na 20% izkoristi. 20% samo koncu biti energije. To je groza. Zdaj so te perovske celice, ki večji izkoristek tudi sončne energije, tam 40%, to je še vse bolj laboratorijska zadeva. In vsekakor bi morali že čim več teh sončnih celic zgraditi, pa potem poskušati tega sadevati energijo, da bomo lahko elektriko proizvajali. Tako je trenutna situacija zelo, zelo neprijetna. Nemci so, zeleni so in nas šuntali, da bojo ugasnili nuklearke. In še zdaj, ko so mladi, so vztrajali v teh stvareh. Jaz sem pripravljen še kaj odgovoriti, kakšna vprašanja bo to. Hvala lepa, profesor Gubini. Zdaj pa prosim, če imate kakšno vprašanje. Kako da dobro? Če bom znal odgovoriti, pa ne. Ja, prosim. Ja, hvala lepa, profesor Gubina, za nazorno in zelo razumljivo predstavitev tega področja. Če se spomnite, ker ste omenili redukcije, tudi mislim, da so bile tudi pri nas malo omenjene. Ko ste omenili redukcije, tu se pravi, da zmaga elektrike, po domače povedane, tudi pri nas se je nekje to malo omenilo, seveda to zelo pridušeno, ampak mi se vsi spomnimo verjetno tistih 70-ih let. 70-ih let, ko je bila Ljubljana v megli, kuril se je premog še na veliko, smog smo imeli, in kdaj se je potem to rešilo? Rešilo se je v 80-ih letih, ko je bila zgrajena
kot pa zrejeno Krško. Ja. V veliki meri, to je zdaj moje laično gledanje. Jedrska elektrarna Krško je bil temeljni kamen postavljen nekje, ne vem zdaj, ampak 20 let je to potekalo. Takrat smo mi bili, jaz sem doma, mislim, v službi je ta graf graditve jedrskih elektrarn v svetu, ne, in takrat smo bili točno, Jugoslavija, takrat se tiste odločitve je bila točno v tem trendu jedrskih tehnologij. Ne. In smo vse stroke, tehnične, naravoslovne, končno tudi družboslovne, ne, in politika se je za to smelo odločila in je tudi zbrala takrat ogromno znanja. Ljudje so hodili na izobraževanja po svetu, v Ameriko, ne, tudi povezano tudi z nakupom te opreme, no, ampak mi smo to rešili v veliki meri potem v 80-ih letih. Da smo stabilizirali to preskrbo z energenti, ne, ki je bila, vsaj po mojem mnenju, zelo uravnotežena. To se pravi, približno 25% je bilo vode, ne, 30%, 35% je bilo premoga, potem jedrska elektrarna, ne, in to je bilo to, ne. 3 je bilo. In zdaj, jaz sem pač po poklicu, sem pa geolog. Zdaj, ko gledamo to sliko, ne, je seveda zelo zaskrbljujoče, kakšna bo ta naša prihodnost v naslednjih 10-15. Zdaj, verjetno bo še šlo, 10-15 let bo mogoče še šlo, ampak ko se bo ta struktura podrla, to se pravi jedrska energija pa termoelektrarna Šoštanj, bo pa to zelo zaskrbljujoče. Ne. To je približno to, kar se zdaj razgleda. Ja, se strinjam, to je tisti največji problem, da nismo 30 let nismo nobenega načrta naredili. To vedno je treba za 30%, 30 načrt, jaz sem te stvari učil, 30 let naprej je treba narediti načrt, potem pa vsako leto obnoviti, ker se stvari spreminjajo. Pa se spremenijo, evo, energente treba zamenjati, to so kritične zadeve, In tlele, če kljub temu, če bo tako šlo naprej, bomo morali ne eno, 2 nuklearke zgraditi, 1000 megavatov. Se ste videli, diagrami, manjka moči, energije. Zdaj pri teh, recimo, predvsem pri termoelektrarnah, je tudi, v tem se pravzaprav na koncu moment, da je zelo pomembno, kakšni so ti objekti strojniškega gledišča. Tudi, recimo, premoge imajo tudi nizek izkoristek. Tam 35%, zdaj grejo od tega, da bo 40%. Ampak pomembno pa je, so ti objekti zastareli, ne, a so res zastareli, ali so pa, rekel, modernejši. Zdaj, na področju teh premožnih tehnologij je bila zelo na pohodu, tudi pri nas se je to omenilo za Trbovlje, tako imenovana IGCC, ne, Integrated Gasification Combined Cycle. Ne. To je spet, potem vsak vpraša, ja, koliko energije pa vi v to vložite, ne, da s tistega izkopanega premoga prevedete v plin, ne, pa potem plin kot čistejše gorivo, ker plin ima približno nekih 60% emisij CO2 v primerjavi z premogom pa nafto. No, vi veste, če se udar, da imamo mi Goriške, da tam polno rjavega premoga. Jaz sem geolog, ja. Pa sledim pač to. Tam je, premoga je v Sloveniji, ampak če gledaš kaj je drugega, recimo, če fuzijo, pa to, fuzijo je vsakokrat, kadar se nam obljubijo, pravi 30 let. 30 leti so mi se obljubili čez 30 let. Zdaj pa sklepno. No, dejansko pa fizija še edin tile je sorazmerno, čeprav silno govorijo, ne vem kaj grozno o jedrskih, pa Černobil. Černobil je bil, to ni bil takšni, to ni elektrarna takšna, kot jo imamo mi tukaj. To je bilo tam kot šup, narejen reaktor, ne. Tam so še sploh nekateri stvari niso poznali, so se nabere tega, kaj je elementi, ki povzroča potem napovedne agregate. Tam je. No, če gledate pa Fukushimo, tam bi morali Slovenci pa tole biti delavci, ne Japonci, ker
pri koncu nič ne naredi, če šef ne reče. Do šefa višjega, do predsednika vlade. To en mesec trajalo. Namesto, da bi takoj vojska z buldožerji vse okoli spucala, pa vzeli en kabel z najvišje postaje, tudi 40 km daleč, pa pognali tiste motor, da bo reaktorji, da bi začel hladiti. Pa ne bilo to tega. To pa so čakali mesec, pa vmes vsaka sedica se skuri, če ne odvajaš energije. In zato pa tlej kao upoštimo ta to. Zdaj so imeli še druge nesreče, tudi pa so tukaj na dušo zadevo. Tako da, ne. Izvolite. Mene zanima čisto z človeškega vidika, glede na to, da imate tudi vi svoja leta, ogromno generacij študentov, ste dali skozi, se pravi, na en način znanje je, kaj vi kot človek z vašimi izkušnjami na energetskem omrežju, s pojmovanjem, z gledanjem mladih generacij, ki gledajo na energijo, kako gledajo danes na energijo. Mislite, da je, ali pa tako bom rekel, v kolikšni meri igra za našo prihodnost tudi percepcija, kaj energija sploh je. Zdaj, če zbanaliziram na eni strani, doma imamo zobne ščetke električne, imamo, da ne, mislim, ni da ni. A nam je tega res treba? Jaz se strinjam, da to je ta potrošništvo, goni ljudi, da kupuje svoj isto na rabijo. Od mešalcev do nekih, da ne mogo sam, ali pa naribati si korenčka, ali pa kaj sem, zobne ščetke, pa ne vem kaj električno. To je pač potrošništvo tera in ta neoliberalizem tudi tera stvari v nemogoče, ker tudi zahtevano rast, recimo, če gledate firme, vse v glavni je treba dobičke. A to, ja, dokot pa? In problem je zdaj, da tudi ljudje, tudi zmanjkuje ljudi, enostavno nimamo dovolj, da bi se vpisali, da študirajo elektriko, da bi študirajo strojništvo, da bi študirajo karkoli. Premalo ljudi. Zadnjič bral časopisu, da je eden našel svojo odlično sestro z bolnice, dela v Mercatorju. Bolj zasluži, pa manj stresno je. In tako naprej. To teranje, da kupujemo stvari, ki jih ne rabimo, to je grožnje. In da vsak ima nek denar vložen, bi rad vsak. Najbolj sem bil začuden, ker v Ameriki 4 milijarde imel, se tistemu Geldofu, komu je dal. In niti ni kupil si stanovanja, nič. Na koncu je bil, ko je on vse to spiskal, je šel na ulico delati, na pumpu delati, da je zaslužil za življenje. Mislim, to so čisto nemogoče zadeve. Treba bo, da bi se s tem zamenjati. Ja, jaz bi se rad predvsem zahvalil za lepo predstavljene slabe novice. Jaz se čudim temu, da pa nas noben drug ne govori o tem. Vsi ti naši planerji rišejo te diagrame, ki ste jih kazali, stvar grejo naprej, vsi smo zadovoljni. V resnici je postala katastrofa. Ja, zato, ker glavne pa vodijo ti trgovci z elektriko. Ekonomisti ocenjujejo, kako se bo šta. Ekonomisti so pa ljudje, ki lahko povejo, zakaj je ratalo. Kako bo, pa ne vejo. Ampak vse druge države imajo tudi take probleme, mogoče ne toliko velike, ki imajo en dolgoročen plan, pa da pa tudi skozi pripravljajo, ker itak nobena stvar ni. Bi pa 30 let nismo več naredili. Ja. Ampak, mislim, recimo, predsednik vlade naj bi nekaj vedel o tem. Ja, saj moš tudi. Ja.
Upam, da ste ponosni na njega. In ponosen sem sam na robe, ker sem ga Fulbrightov skanaliziral dol v Atlando, tam je bil pa en Libanonc, njegov profesor, Libanonci veliki trgovci in ga čist smešal. Ja, gospod profesor, hvala lepa za to lepo predavanje. Jaz bi rad upozoril na en članek, sicer je malo star, več kot 10 let, v Forbesu je šel in sicer kako smrtonosen je kilovat električne energije. In nič presenetljivega ni, da so na vrhu termocentrale, mogoče je malo presenetljivo to, da so na dnu jedrske elektrarne. In da so celo sončni paneli pa vetrne elektrarne bolj smrtonosne kot hidroelektrarne. Kot kaj hidro? Kot hidroelektrarne. Zdaj, v tej zgodbi je upoštevano vse, zadnje je ena študija, ki je bila delana takrat v tistem času, od proizvodne do uničenja, do vsega. Mogoče bi bil ta članek, tako svetujem, zelo dobro berilo za zelene v Nemčiji. Dejansko zanimivo je, da imamo Medvode hidroelektrarno. Nad njo so hoteli zgraditi še eno hidroelektrarno, je tu zgrajena, ampak ribiči so ugotovili, zeleni so ugotovili, da tega sulca ne bo. Zdaj pa glavna proizvodnja v tisti novi hidroelektrarni sulc. Tako da, mislim, ustvarjajo se nekdo se nekaj spomne in to preglasi za sveto resnico, nikjer poskušeno ni nič, ne. In potem pa vsi ljudje mislijo, da to je ta pravo, to je pa rešitev in so proti izgradnji hidroelektrarn. Mislim, ne vem zakaj. Dejstvo pa je, ne, da so v Ameriki eno reko, ki je pa prej imel ribe in so podrli, ker pač, ampak niso pa podrli terojko na Kolumbiji, tam imate hidroelektrarne 2000 megavatov. In ko sem vodil študenti, jaz sem šel ravno v to elektrarno, ker je indijanska, last Indijancov in s njimi sem se zastopal, sem bil večkrat pri njih. In Columbia River, tam v Washingtonu je čuda te elektrarne. Hidroelektrarna 7000 megavatov na vrhu gor. Črpalne elektrarne, pa nekaj vse. Hidroelektrarne so ene od takih, gledajte, o Muri, vsi govorijo, kako tu Mura, pa Mura, ne se zazidati. Problem je, da so pa Avstrijci na Muri naredili kup hidroelektrarn, ki shranjujejo vodo in potem z veliko hitrostjo, ko grejo z večjo močjo, dol in je spravilo dno na naš Muri, in talnica je šla dol in po Apače pa ti zdeli ne morejo, je treba to z vodo oskrbovati, pa vode ni, če bi elektrarne bila to bilo. Najbolj sem bil začuden v Greifenstein, pri Dunaju, so bili vsi Dunajci proti, da se to gradi. Je pa 300 megavatna elektrarna, mislim, da 3 mašine so postop celne. Ampak so šli, pa so iz jezera naredili malo potočko, sem pa tja okoli. In zdaj je to, vsi derajo tja, ker so se nabrali neki ptiči, čudno življenje pognalo v tistih grmovjev, pa na tistih vlakah. To se pravi, stvari je treba, vlaga se tudi Muro naredi, pa se naredi tudi tako, da bo še kakšni zatoki in potok. Izvolite. Vprašal bi nekaj glede cene. Zdaj dobi država precej denarja od trošarin pa davkov na ta goriva, tekoča. Odkje bo potem tako vsoto recimo dobila, če bo enkrat šlo vse na elektriko? Ta denar pa država rabi. Če ga ne bo dobila na tekočih gorivih, ga more na... Ja, to je nekako. Pa bo pol elektrika dražja, ker bi avtomobili na elektriko? Ne, to je država samo izkoristila priložnost, da je pobrala denar od uporabnikov. Če bojo uporabljali druge vire, bojo pa na tisto najdli nekaj. Ja, vse to pol bo električno še dražje. Jaz bi samo uskočil.
Prvi aksiom, ki mislim, da ga lahko vedno uporabimo, je porabimo manj energije. Ne manj kot jo, ampak ne porabljajmo energije za nekaj, kar ne ustvarja. Samo kako dopovedati ljudem to? To je miselnost, ki je treba vzgajati. Od časopisov do televizije do ne vem koga. To je res, vendar... Je pa res, da če elektriko delajo tisti, ki od elektrike služijo, bojo poskrbeli za to, da bo poraba čim večja. To je pa druga stvar. Ja, seveda. Kar so izgojili te podjetja, ki trgujejo z električno energijo, to dela tako zmešnjava, da sem gledal poročilo 3 akademij nemških in vse neke teorije sem pa tja namesto, da bi šlo tako kot je včasih. A vi sploh menjujete dobavitelje električne energije? Ne. Me zanima, kako zmenjate. No, in kakšen trg je pa treba zdaj imeti, čujte, pa se tam prepucavajo. Tisti, kar zasluži od distribucije, pa to gre vse ven. Da imajo tele GNI pa taki, imajo potem dobičke milijone in milijone. Ja, in kaj gre tisti milijoni? V izgradnju novih proizvodnih enot ne. Je pa recimo, delno pa je GNI dajal denar, financiral, pomagal nuklearni, oziroma GNI-ju, ki je zgradil potihoma dve mašine po 110 MW plinske in zdaj ti satelita stare bojo pa zamenjeni pa še eno dogradili po 50 MW. Ker je enostavno, kadar gre nuklearka, je treba energijo imeti. Dobro, zdaj, ker je plin drag, gre pa na benzin. To v Brestanici. Brestanica, ja. Ampak vse imamo, ne? Vse imamo, ni pa nobenega brez načrta. Ravno z Brestanice sem rekel, pa dajte, da naredite en načrt razvoja elektronskega sistema. Ker to vse dela, kar se mu spomne, kar se slučajno lahko. Ja, omenili ste v začetku tudi toploto zemlje. Ne? Ja. V Nemčiji imajo inštalirano moč v geotermalnih elektrarnah preko 50, mislim, do 60 MW, nekaj takega. Tudi s tem počasno nadomeščajo to, kar izločajo nuklearne jedrske elektrarne. Ampak imajo seveda, so postavljene na ugodnih geoloških območjih. Pri nas bomo težko našli to, ampak nihče ni pri nas očitno pripravljen investirati denar v globoke raziskovalne vrtine, tam 4 do 5, mogoče še malo več kilometrov, da bi videli, kakšni so pogoji v takih globinah pri nas, recimo v severovzhodni Sloveniji, kjer imamo visoke temperature. Ja, če ste zasledili, ne vem, par dni, mislim, kakšen mesec nazaj ali pa 14 dni nazaj je bilo lik, da so zdaj štartali prvo tako poskusno. Na to bo pilotna, ampak na amonijak, to je nekaj drugega. Ne, sej, to je pa tisto, kar sem hotel pa povedati pri teh geozadevah, če vi nimate orang temperature, kjerkoli medij boste dal noter težave, kdaj ga boste vi kondenzirali, vi ga na avto ohlajali, to se pravi, pa ko pogledate Carnotov diagram, boste dobili zelo tenko črto in ta površina bo zelo majhna, tako da bo izkoristek ekstremno majhen. Sej pač ni problema, če je tiste energije dovolj, pa če je tehnologija dosti poceni, ni problema, toplota itak v zemlji, tudi če je izkoristek nikakav, ne. Energija pride ven, ampak ko se gleda pa gospodarstvo, je pa to super, dokler EU plačuje, to se pravi davkoplačevalci, ko tam pride do nekega tržnega posla, kar bi pa na koncu energetika mogla biti, to se pravi, da se splača, pa da se pokrije, ker ne more se vsa energija na subvencije narediti. No, se pa tam problemi radejo. Vse to strojniki bolj poznajo, kot mi štromarji. Jaz sem hotel toplotno črpalko, pa moja snaha, to ne tle, 15 metrov stran od hiše, kar je bilo nemogoče, na kar sem šel, bi pa nekdo rekel, da bomo vrtino naredili. Nisem naredil vrtine, eno pa bilo 85, morali bi 125 metrov vrtati. Pa je pri 85 pa bila velika kaverna, ki je vodo pognala skoraj do moje nivoja tle.
ampak nisem imel dovoljenja za te reči. In smo še eno vrtino zraven. In zdaj sam lije to hišo. Ampak če pa govorimo o tem vrtinah, jaz sem bil dol na Novi Zelandiji, je elektrarna na to vrtino na vročo vodo. In kaj je prvo, kar je bilo nenavadno, grmade cevi, sicer tako debelih, ampak sam še tukaj je bilo noter, ves apnenci bilo noter. In to so odrezali, pa novo, pa odrezali, in da je ta parasa teh cevi. Tako da nobena stvar ni taka, da je vse super. Ampak zato uporabljajo inhibitorje, da preprečujejo izločevanje kopalca. Ja, Tam so kar nekako služuje podtalnico. Ja, no, dobro. Ampak recimo blok, bi lahko imeli zemljo v vrtino, kar se par 100 metrov, pa se gre s toplotno črpalko za tretjino energije. Verjete, je vsekakor umestno. Kako? Geotermalno ogrevanje, ogrevanje za geotermalno, kar imamo tudi v Sloveniji lepe primere. Kmetijstvo, pa balnerija, pa vas turizem. Elektrika je pa druga, elektrika je pa druga zgodba. Elektrika je pa druga zgodba, kot je pa to. Zato toplota je hitra, termalna voda je vse, kar je nad 21 stopinj, 21 pa pol maja. To je vse položi topla. Če ima 30 stopinj, ker imajo pri nas kakšne vode, ki pridejo ven, ker imamo podatke, koliko je tista temperatura vode, ki pride ven, ne tista, ki je v globini 4 km, mislim, tiste je zelo zanimivo, ampak praktično potem za gospodarstvo je pa zanimivo tista voda, ki pride ven, koliko je tista. Nekdo iz te rudare, kaj je rekel, mi nimamo nobenih vrtin do 1000, pa več 1000. Ne, nobenih vrtin. Malo. Naša najgloblja vrtina v Sloveniji je 4 km pa 20 metrov. A tako? Ampak to so, recimo, to niso tako grob. Najgloblja vrtina je eno to kola, je 12 km. V Italiji recimo so 7, tudi Hrvati mislim, da imajo 7 km vrtino, to so te naftne. Te zgodbe so take, zanimive, odlične vrtine. Se lupijo pa letkami je 7,5 km globoka vrtina. Pa imate pa ta obmoj, recimo Islandija uvaža boksit, pa dela aluminijevo rudo iz geotermalne elektrike. Ta področja so tako imenovana vroče točke, hotspots, in nekje seveda največje te elektrarne geotermalne so tudi 1000 megavatov. Ampak to je več enot, skupaj. No dobro, je to na enem področju. Zdaj pa, pojmo pa je kaj poradil, ja, pa dajmo šimiti, ko imajo Islandci, pa dajmo šimiti to narediti. Potem pa nabijajo koncesije, recimo tale firma, tisti paradižnik, ki prodaja. Lušt. Ja, on je šel nazaj na plin, pred Ukrajino, prej imel geotermalno in je tudi bil pripravljen investirati v raziskave, tudi bazične in te. In je potem to opustil, ker so mu nabili koncesionino. To se pravi, država je totalno dvolična. Na eni strani dajmo geotermalno, pa to nabijo. Se pravi, ni prava politika, nikdo mora se s tem ukvarjati, pa to ustrezno. Tudi za elektriko je treba narediti načrte, kaj bomo naredili. Zgleda zelo slabo, nuklearne mi ne bomo zgradili 15 let sigurno ne, pa več. Kaj pa med tem? To smo podaljšali zdaj za 20 let, obstoječo nuklearko, ampak če bo pa treba tako, pa da ne bomo nič več pazili v porabi, bo treba dve nuklearke. Kje bomo dobili denar, ne vem. Še kakšno vprašanje? Če ni, bi se profesor Bubini zahvalil za zanimivo, žal pesimistično predavanje, drugo smo pa koristne informacije, da bomo vrčevali. Če lahko kaj rečete, da bi začeli vse narediti hitro načrte, kaj narediti, ker tudi sem vam povedal, nuklearko nimamo ne projektantov, nimamo ne projekta, nič nimamo, samo so rekli, mi bi pa gradili, ja čakaj. Kaj narediti? Na fuzijo pa je vodič, veste kaj tam pa 100 milijonov stopinj, mi pa vse, kar zmoremo, je 273 stopinj voda, ki se trenutno upari in to je to. Samo to s tem naredilo. Pa nič drugega. Milijon stopinj.
Torej, hvala lepa. Vsak material izpari. Skromno darilo. Ste malo knjigce gledali. Ja. Miri tudi.